Po tvojih izkušnjah, koliko časa recimo, je potrebnega, da nekdo, ki recimo pride iz tehnične šole, recimo prav za tvoj poklic, a ne, pa da on pride do nivoja, kjer mu ti lahko zaupaš, daš evo ključ od kombija, nalog, tole je za narediti in da ti njega lahko mirno spustiš do stranke. Koliko časa na tvoje izkušnje misliš, da rab človek, da pride do tega? Pa dajmo reči, da ni zdaj nadpovprečen, pa da ni podpovprečen, ampak da je pač nekdo, ki se trudi, mu je pa to služba, a ne? Zdaj spet zavisi za katero obliko, a ne? Oziroma za kakšen obseg dela. Zdaj, če gre to za, če tako rečeva, neko menjavo raznih armatur, rečeva temu kopalniškega pohištva in teh manjših servisov, kakšno menjavo radiatorja. Jaz mislim, da to nekdo v nekih 2 do 5 letih, zdaj spet stvar, koliko je nekdo dovzeten, a ne? Za sprejemanje teh informacij, koliko se kdo želi učiti. A pa da bi reči, primer adaptacija kopalnice. Koliko časa nekdo približno potrebuje, da osvoji veščine, ki so potrebne, da lahko spelje adaptacijo kopalnice, seveda na podlagi nekega naloga, da je nekdo prej stvar zastavil? Jaz mislim, da lahko v nekih 2 letih dela mu zaupaš, a ne? Seveda zadevo pač spremljaš, a ne? Oziroma nekdo bdi nad tem, rečem, vajencem, nekom, ki je na začetku te poti. Ampak če že v osnovi spet greva z te volje oziroma želje po tem znanju, da nekdo to kaže, no. Jaz mislim, da se hitro vidi, no, kdo je iz tistega testa, ki bo to recimo temu delu, pa kdo nikoli ne bo